Zdrav, banda. A je to, kaj voham, potica? Jaz upam, da ni potratna, zaradi tega, ker dan štejemo denar. Najprej s profesorjem Markom Pahorjem. Živjo. Živjo. A je tale božično-novoletni čas še posebej vznemirljiv za ekonomiste, ne? Ker denar kroži? Zelo veliko dejavnosti je odvisno, sploh v Ameriki je odvisno od tega časa. Ne. Recimo prodajalci elektronike, ne, dejansko računajo na ta čas. Ne. In po zahvalnem dnevu začne božični nakupi s črnim petkom in se vse nadaljuje vse tam nekje do 26. decembra. In to je ključen čas za marsikaterega prodajalca. Kaj sploh je denar oziroma koncept, ki se skriva za njim? Denar je izum, tako kot je kolo izum, in verjetno po pomembnosti sta dosti blizu. Zdaj, denar ima več funkcij, ampak z začetka je bil denar nekaj, kar so bili vsi pripravljeni vzeti v zameno za nekaj drugega. Ne. Naprimer, če bi jaz bil kovač, ne, pa delal lopate, ne, pa bi rabil frizerja, bi se moral iti ostrič. Zdaj, če ne bi bilo denarja, ne, to pomeni, da bi moral najti točno tistega frizerja, ki bi bil pripravljen v zameno za to, da me ostriže, vzeti lopato. Ne. To je zelo težko, ne, ker zdaj, frizerji ne potrebujejo zelo veliko lopata. Ne. Potem so pa ugotovili, da nekatere stvari so vsi pripravljeni vzeti v zameno. Kaj je to bil denar v samem začetku, je bilo lahko marsikaj, odvisno tudi od družbe, od kulture. Najdemo školjke, najdemo kakšna redka peresa, ptičev, kakšne tudi take velike usnjene kose, sol ne nazadnje. Ne. Zelo hitro je pa prišlo, da je vlogo denarja so prevzele drage kovine. Ne. Zdaj pa smo dobili papirnatega. Papirnat denar je pa dejansko zelo pozna zadeva. Zdaj, že sami kovanci, ne, zdaj, recimo denar so ljudje že s samim začetkom civilizacije se je začel uporabljati denar, ne, sploh drage kovine. Po začetku so to bolj ali manj tehtali. Šele tam nekje 6.-7. stoletje pred našim štetjem so v kraljestvu Lidija natisnili prve kovance, ne, kjer je vladar, ne, dejansko rekel, to je pa zdaj kovanc od 2 grama in je gor natisnil pečat, ne, jaz, cesar ta pa ta, garantiram, da je tole res 2 grama. Ne, tako da sam papirni denar je pa nastal šele nekje okrog srednjega veka v italijanskih mestih, kjer so bogati trgovci, ne, prinašali v zlatarno, v hrambo zlato, ki so ga dobili v menjavo. Ne. In zlatarji so potem ugotovili, ne, da ni nujno, da izdajo zlato, ne, ko je ta želel nekaj plačati, ampak so enostavno zapisali potrdilo. Ne. Imam v hrambi to zlato, ne, in zdaj kdorkoli je to prineseno, je dobil pol v zameno izplačeno to zlato. No, in to je zametek prvega papirnatega denarja. Ampak zakaj pa danes zaupamo denarju, ne? Recimo, sam po sebi nima nobene vrednosti, ne? Tudi ni vezan več na zlato. Dejansko gre samo v vero, ne, da nekdo nam bo pripravljen v to nekaj zamenjati. Ne. Se pravi, če hodim jaz okrog z enim bankovcem od 20 evrov, ne, ki je verjetno vreden kakšen cent ali 2, ne, ali pa še manj, ne, v samem papirju, ampak nekdo, ne, v tem gospodarstvu mi bo pripravljen nekaj dati v zameno. Ne. Mogoče bom za 20 evrov dobil eno dobro kosilo, ne, dobil bom nekih 15 litrov goriva, če grem, ne, ali pa recimo se lahko ostrižem za ta denar. Ne. To daje vrednost denarju, to, da so ga vsi ljudje, oziroma da ga je veliko ljudi v naši okolici, s katerimi se vsak dan srečujemo, pripravljeno vzeti v zameno za nekaj, kar si bi mi v resnici želeli. Ampak denarju lahko tudi pade vrednost, ne? Inflacija. Ja, seveda, zdaj pade lahko papirnatemu denarju, pade lahko pa tudi kakšnemu, recimo temu polnovrednemu denarju. Ne. Zdaj, inflacijo so recimo poznali že stari Grki, ne, pa stari Rimljani. Tam se je to dogajalo, ne, cesar, ne, ki je imel pravico izdajati denarja, ne, je seveda izdal zlat kovanec, ne, pa je pa gotovo, da rabi več denarja, ne, pa je pa začel to zlato malo mešati, ne, še s čim drugim, ne. Ampak je še vedno rekel, ne, to je 2 grama zlata, ne, kljub temu, da je bilo polovica srebra, ne, ali pa brona, ne. Tega denarja je bilo čedalje več v obtoku, ne, ampak bilo je pa isto število krav, isto število sužnjev, ne, isto število levov za v areno. Seveda, zdaj, ne, če se je več denarja potegovalo za isto število dobrin, ne, je seveda zlato, se pravi, temu padala vrednost. Imeli smo tudi čisto zlato inflacijo. Recimo po odkritju Amerike, ne, se je v evropskih državah količina zlata več kot podvojila. V mestnem času, jasno, ne, saj tudi ekonomija je nekoliko rasla, ne, število prebivalcev je raslo, ne, bilo je več pridelkov, bilo je več obrtnikov, ki so več orodja naredili, ampak to še daleč ni raslo tako hitro, kot je rasla količina zlata, ker so ga pripeljali iz zasedenih dežel. Ne. Tako da smo imeli v tistem času zlato inflacijo. Ne. Če je prej stal recimo en grad 1000 zlatnikov, ne, je potem stal 2000 zlatnikov, ne, ker je bilo zlata več. Ampak zakaj imamo pa danes inflacijo? Inflaciji je 2 vrsti. Ne.
Vse centralne banke se dejansko prizadevajo za to, da bi imeli majhno inflacijo. Ne. Predvsem zaradi tega, da vgradimo v to tehnološki napredek, ne, zaradi načina, kako pravzaprav merimo inflacijo. Ne. Inflacijo merimo s pomočjo tako imenovanega indeksa cen. Ne. V njega vstopajo cene vseh dobrin. Ne. V njega recimo stopa avto kot avto. Pomnožimo to z nekim odstotkom, kolikšen delež gre, ampak avti so čedalje boljši, manj porabijo. So tudi električni? So tudi električni. In seveda zdaj avto v primerjavi z nečim drugim, kar ni napredovalo, ne, recimo kosom železa, ne, je čedalje boljši. Ne. Ampak mi še vedno potrebujemo omejeno količino avtomobilov. Ne? Zato, da bi odrazili to, ne? Da se določene dobrine postajajo čedalje boljše s tehnološkim napredkom, potrebujemo majčkeno inflacijo. Ne? Ampak to je inflacija, običajno centralne banke si želijo inflacijo tam okrog 2%, ne? Kar ne bi bilo dovolj za tehnološki napredek. Ampak kaj pa, ali pade vrednost denarju ali se poveča vrednost dobrini? Ja, oboje. No. Dejansko ta inflacija služi temu, da se lažje prilagajajo razmerja. Zato, ker ljudje smo zelo občutljivi na to, ne želimo, da se nam nominalna vrednost, se pravi tista vrednost, ki je napisana, bi znižala. Ne. Ker avtomobili postajajo čedalje vrednejši v primerjavi kupom premoga, recimo. Ne. Seveda tisti, ki proizvaja ta premog, ne želi, ne, da bi ta premog, ki ga je prej prodajal po 100, ne, da bi ga zdaj prodajal po 95. Ne. Zato ne, naraste cena avtomobilov. Ne. To je smisel inflacije, kot je. Ne. Potem imamo pa tudi tisto nezaželeno inflacijo, ne, ko nekdo izkoristi to svojo pravico, ne, moč, da izdaja denar, jo dejansko izkoristi za to, da izdaja preveč denarja. Ne. In v teh primerih to se potem eksponentno raste, ne, se pravi, izdaja se čedalje več denarja. In v teh primerih pride do tako imenovane hiperinflacije. Tudi na tem ozemlju smo doživeli take čase. Ne. Babice in detki nas tudi gledajo, oni se še gotovo spomnijo. Babice in detki ne, se zagotovo spomnijo še časov Jugoslavije, tam v poznih 1980 letih, ko je recimo bila na letni ravni inflacija 1200%. Ne. Se pravi, nekaj, kar je bilo vredno 120, začetek leta je bilo konc leta vredno samo 1. Kar je bilo načeloma slabo, ampak če si mogel pa kako kazen plačati, pa niti ni bilo toliko slabo, ker dejansko tista kazen ni bila pol nič več. Ja, še boljše stvari so se dogajale, ne, zato ker številni so takrat recimo najeli kredite za gradnjo hiš in tako naprej. In obrestne mere niso bile prilagojene temu, ne, da bo inflacija taka. Ne, in recimo se še jaz spomnim primerov, ne, ko je nekdo na koncu nekaj zadnjih obrokov kredita za hišo poravnal za ceno paketa žvečilnih gumijev. Ne. Zdaj pa imamo še mi tudi ene nove valute, ne, ki so pa kriptovalute. Poleg tega, da od njih različno govorijo, da gre za neke določene prevare, drug problem je, da dejansko ne omogočajo veliko transakcij. Tretja, ki je pa pozitivna stvar, je pa, da je enim ljudem to prineslo, so kriptovalute veliko denarja. Kaj je zdaj s temi kriptovalutami? Vse od tega, kar naštevaš, treba je ločiti. Ne. Zdaj, niso vsa kriptoimetja kriptovalute. Prevare so bila v glavnem kakšna ta druga kriptoimetja, ne, sploh tako imenovane prve izdaje žetonov, kot se jim je reklo. Imeli smo tako imenovan scam coin, ki je jasno povedal, ne, pri nas gre za prevaro, pa so ljudje vseeno to kupovali. No, ampak jim je celo vrednost rasla, ker bolj, ko so kupovali, jim je vrednost rasla. Ker dolgo ni nihče o tem prav zares razmišljal. Zdaj, s kriptovalutami kot takimi, ne, to je zgodba pravzaprav kar dolga. Ne. Saj same ideje o tem so se začele pojavljati že tam okrog, prej smo omenjali 1980, že takrat so bile prve ideje, zdaj prvi praktični poskusi se pojavljajo potem sredi 1990-ih, DigiCash pa BitGold in tako naprej, ampak vedno je kaj manjkalo, ne, vse tam do leta 2008, ne, ko je nekdo pod psevdonimom Satoshi Nakamoto napisal papir, ne, v katerem je opredelil Bitcoin. Ne. V resnici je samo omrežje Bitcoina štartalo nekaj mesecev kasneje, tako da pisalo se je že leto 2009, ampak malo bo 10 let, kar dejansko imamo Bitcoin. Ne. To je neka ideja demokratizacije denarja, ne, oziroma kako bi izločili finančne inštitucije iz vsega tega. Ne. Ker to je nastalo nekje odziv na to, da je s finančnim sistemom nekaj narobe, da ne bi smel biti monopol centralnih bank in držav izdajati denar, da je inflacija nekaj slabega, ne, in zato je nastal Bitcoin. Ustvarja ga lahko kdorkoli, seveda pa je zelo omejeno, koliko Bitcoina lahko nastane. Ne. In ti moraš vložiti določeno količino truda, se pravi računalnik ugiba neko številko, ne, rešuje uganko, ne,
In seveda potem, ko uspe rešiti to uganko, dobi nagrado. Ne. Zdaj, hkrati, ko reši uganko, ne, pa tudi potrdi, da so se dejansko zgodile neke transakcije, ne, da je prišlo do menjave vrednosti med imetniki. Ampak te kriptovalute delujejo na nekem sistemu zaupanja. Seveda, se ves denar deluje na sistemu zaupanja. Ne. Zdaj, kar daje vrednost bitcoinu, daje samo to, ne, da imetnik tega verjame, da ga bo pripravljen zamenjati v prihodnosti za nekaj drugega. Zdaj, to nekaj drugega je lahko klasična valuta, zdaj v tem svetu, tem klasičnim valutam rečejo tudi fiat valute, ne. Ker fiat iz latinščine bodi, ne. Nekdo je rekel, da to ima vrednost, ne. Zdaj, zato recimo tudi centralne banke po svetu govorijo, ne, da to pa čist ni pravi denar, ne, ker za njimi ne stoji nobena centralna banka, ne, na bitcoinu ni nihče podpisan, ne, tako kot je recimo na vašem bankovcu za evro, ne. Tam je podpisan, ne, predsednik Evropske centralne banke je podpisan, ne, in on nekako s svojim podpisom jamči, da je ta evro res vreden. Ne. Pri bitcoinu česa takega ni, ne, ampak kdor jamči tukaj je dejansko vsi uporabniki bitcoina, vsi tisti, ki imajo recimo v garaži ali pa nekje v Islandiji, ne, neki farmi računalnikov, najet nek računalnik, ki ustvarja te bitcoine, oni jamčijo, da je to res nekaj vredno, ne, da boš ti lahko zamenjal to za neko dobrino v prihodnosti. Ne. Za koliko denarja nam pa jamčijo države, če ga imamo na banki? Država nam načeloma jamči za vloge na banki do 100.000 evrov na posameznega imetnika. Zdaj v kriznih časih se je to tudi dvignilo na neomejeno, tako da to je zelo različno, ampak tako, za enega normalnega uporabnika tisto imetje je nominalno, ne, se pravi, ne vem, če tebi piše na računu, da imaš 100.000, ne, pa ti kdo ne vdre v to in ukrade na kakšen drug način, boš prej ali slej dobil to tudi izplačeno. Ne. Zdaj, država pa ne jamči, da boš to lahko res kaj kupil s tem denarjem. Ne. To je pa jamstvo, ki ti ga dajejo vsi, ki živijo okrog tebe in ki ta denar porabljajo. Tako da, v resnici ne, tako velike razlike med klasičnimi ali fiat valutami in kriptovalutami tudi ni. Ne. Razen v tem, kako široko sprejemljive so. Ne. Zdaj trenutno sprejemajo zelo majhen, omejen krog ljudi, ki se je v 2017 sicer zelo razširil, ne, v primerjavi s prej, ne, kar je tudi povzročilo to eksplozivno rast, kar je tudi se potem povzročilo to, da je kar veliko ljudi veliko zaslužilo. Ja, pa nekateri, ne, so pozno prišli vse skupaj, tako kot pri vsakmu balonu, ne, ker dejansko tle je šlo za balon, so nekateri na koncu tudi zgubili. Ne. Zdaj, kaj se bo zgodilo pa v prihodnosti, je pa zdaj tle težko reči. Ne. Bomo videli. Absolutno.